Glasbeni utrip. Spoštovane, spoštovani, lepo pozdravljeni. Glasbeni utrip tokrat postavlja v ospredje 45. koncertno sezono Mednarodnega festivala sodobne glasbe Kogojevi dnevi. Pozneje tudi o mednarodni konferenci Evropskega združenja klavirskih pedagogov EPTA, prvem letošnjem koncertu cikla SOS, Orkestra Slovenske filharmonije, ter o letošnji novosti na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani. Ta je namreč dobila svojo prvo dekanjo. V fokusu. Kulturni dom Nova Gorica je svojo 45. koncertno sezono začel s koncertom, ki je nastal v sodelovanju z Mednarodnim festivalom sodobne glasbe Kogojevi dnevi 2025. Organizira jih prosvetno društvo Soča iz Kanala ob Soči. Na koncertu sta bili krstno izvedeni dve novosti mladih slovenskih skladateljev, Abela Modica in Mihe Nachtigala. Več v prispevku Simone Moličnik. Simfonični orkester Cantabile s koncertnim mojstrom Matejem Avšičem in dirigentom Marjanom Grdadolnikom je ustvaril prvi koncert nove abonmajske sezone Kulturnega doma Nova Gorica in hkrati 9. koncert letošnjega festivala Kogojevi dnevi. Orkester Cantabile izžareva mladostno energijo in eno samo iskreno predanost glasbi. Leta 2011 ga je ustanovil profesor Marjan Grdadolnik. Ampak tako, ko pogledam po članih orkestra, pa tudi drugi rečejo, da smo v bistvu mlad orkester, tako po starosti. Naj povem, da ga v bistvu sestavljajo dijaki, študentje, pa tudi profesori glasbe in jih moram res zelo pohvaliti, zato ker smo imeli zdaj v septembru res zelo pester koncertni program različnih žanrov in vedno so se res zelo izkazali. Veseli smo, da smo dobili povabilo tudi strani organizatorja Kogojevi dnevi in tudi tega abonmaja v Kulturnem domu Nova Gorica. In sicer je bila želja, da izvedemo s solistom Ivanom Skrtom ta Rahmaninov drugi koncert klavirski, ki je izredno lep in res čudovita glasba. No, potem pa smo v bistvu dodali še dve noviteti, kajti v orkestru imamo tudi mlade, zelo perspektivne skladatelje. In smo v bistvu tako pripravili še dve noviteti, potem pa še nekaj klasične glasbe v drugem delu, se pravi to Supejevo uverturo in potem še 4. stavek Dvoržakove 9. Na koncertu sta bili krstno izvedeni dve noviteti mladih slovenskih skladateljev, uvertura Moč narave Abela Modica in fanfare Zastanki Mihe Nachtigala. Miha Nachtigal je študent kompozicije na Akademiji za glasbo v Ljubljani in na Visoki šoli za glasbo in gledališče v Münchnu. Je tudi diplomiran geograf ter magister računalništva in informatike. Znotraj kompozicije ga nagovarjajo orkesterska glasba, opera in glasba za violino, ki je njegov prvi inštrument. Skladbo fanfare Zastanki je tik pred krstno izvedbo takole predstavil. Ja, na začetku sva se z Marjanom menila, da bi napisal ene fanfare. Potem pa zdaj, ko ima moja stara mama 90 let, sem rekel, bom uporabil to priložnost, da naredim ene take slavnostne fanfare za 90-letnico. Ukvarjal sem se z držanim akordom, ki mi je zmeraj bil všeč, ki je tako neka taka mešanca med dominanto in subdominanto. In skoraj cela skladba je v bistvu sam zadržanim akordom, tudi modulacije sem delal med različnimi zadržanimi akordi. Potem sem pa uporabil še malo enih drugih krajših temic. Je pa tako, malo sem se še vmes hecel z ritmom, zaradi tega smo imeli malo problemov, pol tudi prvaj. Pa z tem kontrastom med unisono pa med
različnimi kontrapunkti. Abel Modic je študent jazz viole na Akademiji za glasbo v Ljubljani, ob tem se intenzivno posveča kompoziciji, aranžiranju in glasbeni produkciji v različnih zvrsteh. Takole je z besedami pospremil svojo novo skladbo. To delo je napisano prav za orkester Cantabile, napisal sem ga to poletje, od junija do avgusta nekje v tem času, od tukaj tudi ideja za naslov, pravzaprav naslov sem zbral šele na koncu. Potem, ko sem pa delo dokončano poslušal, sem pa razmišljal, kaj bi dal za naslov, pa sem se spomnil, kako sem to pisal na morju, ob nekem sončnem vzhodu, enkrat je bila še neka nevihta, tako potem pa me je v bistvu vse to skupaj inspiriralo za naslov Moč narave. Ustvaril sem zelo simfonično, tokrat nisem uporabil veliko tolkal, sem se bolj osredotočil na godala, pihala in trobila. Od tolkal imam samo timpane in sem v bistvu stremel k temu, da dobim ven prisen orkestralen zvok, ki bo potem razvil mojo idejo, ki sem jo takrat imel v glavi. V prvem delu koncerta se je simfoničnemu orkestru pridružil pianist Ivan Skrt, doma iz Kanala ob Soči, sicer pa diplomant konservatorija Petra Iljiča Čajkovskega v Moskvi. Izjemen in v mnogih pogledih samosvoj je ob orkestru izvedel drugi klavirski koncert v C-molu Sergeja Rahmaninova. To je mlad orkester, mislim, da so polni zagona in pripravljeni na delo in na skupno muziciranje. Mislim, da moramo skupaj zajeti ta muzikalni val, ki je nam vsem skupen, tako da ni važno, kdo ga zajame. Eden je zadosti, dva sta idealno, trije pa že izjemno. Tako da, če bo samo trem v orkestru to uspelo, bo uspelo vsem. Tako da računamo na muzikalni val, ki je nad vsem. Tu se čuti, da je ta koncert napisan po dolgi pauzi, po dolgi krizi, tako da jaz ga dojemam ko eno eksplozijo rasti po dolgi suši ali pa po dolgi zimi. Tako da, če želimo, da se ta eksplozija zgodi, potem moramo seveda pripraviti idealno zemljo in tu ne samo pri Rahmaninovu, pri vseh skladateljih je to ključnega pomena. Ko je pa zemlja pripravljena potem in če so tudi dobra semena posejana, ki jih je Rahmaninov seveda posejal v obilju, so vse možnosti za cvetenje odprte, tako da ta koncert ali cveti ali pa ne funkcionira. Ta koncert mora cveteti v tisočeh in tisoče rožah, takrat potem funkcionira in je prekrasno, smo vsi zadovoljni. Bilo je edinstveno, v vsakem samcatem trenutku posebno, enkratno, pretanjeno, premišljeno in karizmatično. Do zadnjega kotička polna dvorana je koncert spremljala s pozornostjo in si prislužila spet samo Ivanu Skrtu lasten dodatek. Cikel več klavirskih miniatur različnih obdobij, a v njegovi interpretaciji prosojen, lebdeč, romantično poln in nazadnje, kot krhka duša, v nebo leteč.
Ostajamo na Primorskem. Prejšnji teden je bila v avditoriju Portorož že 47. mednarodna konferenca Evropskega združenja klavirskih pedagogov EPTA. V Sloveniji je bila organizirana prvič, pripravilo pa jo je Društvo klavirskih pedagogov Slovenije. Konference se je udeležilo kar 254 klavirskih pedagogov z vsega sveta. Tema razpravljanja je bila Zdrav pianist. Tudi tam je bila kolegica Simona Moličnik. Glasba in šport sta dve panogi, ki imata zelo veliko skupnega. Obe zahtevata trening oziroma vadenje. V zadnjem času pa v ospredje stopa tudi skrb za fizično in psihično zdravje. O tem razpravljajo klavirski pedagogi Evrope. Društvu klavirskih pedagogov Slovenije predsedujeta Miha Has in Davorin Dolinšek. Imamo 3 osrednje predavatelje, ki prihajajo iz različnih področji. Živa Živic je slovenska predavateljica, ki deluje kot fizioterapeutka. Potem je Kari Arnason, je strokovnjak iz Islandije, ki je kitarist in pa ukvarja se tudi z znanstvenim raziskovanjem rokometašev. Potem je pa še Laurent Bollet, je pa profesor iz Nemčije, ki je specialist za mišično distonijo. Tema v angleščini se glasi healthy pianist, se pravi nekak zdravje pianista. Predvsem hočemo ozavestiti ljudi o preventivnih ukrepih za vzdrževanje zdravja pianista. Tema obsega tudi druga področja, to se pravi, gre tudi za to, katere so najbolj zdrave metode klavirske pod navednicami, ki najbolj upoštevajo recimo razvojno stopnjo otroka, potem kako se soočati s tremo. Se pravi, zares na široko smo zastavili to konferenco. Slovenija ima odlično razvit sistem glasbenega šolstva, kar poudarjajo tudi klavirski pedagogi, ki so prek stanovskega društva močno povezani med seboj. To društvo ima zdaj že skoraj 300 članov. Mislim, da smo tudi glede na število prebivalcev najbolj številčno društvo v Evropi. Tudi ta konferenca, mislim, da ima rekordno število članov v 47 letih, odkar obstajajo konference Društva evropskih klavirskih pedagogov. Tako da to kaže na to, da smo v našem slovenskem društvu izredno aktivni in povezani, imamo zelo dober delovni tim. Sicer pa imamo celo paleto različnih predavateljev, ki se lotevajo zdravja pianista, bodisi iz fiziološkega ali iz psihološkega vidika. Imamo pa tudi nekaj projektov šol, to je značilno za naše nacionalne konference. Želeli smo tudi mednarodni javnosti predstaviti delovanje slovenskih šol, ker smo zelo ponosni na naše šole. V preteklosti so se glasbeni pedagogi ukvarjali največ z motivacijo učencev ter z interpretacijo partitur. Danes je strokovni pogled mnogo širši in stremi k povezovanju različnih strok. Vsekakor gre za novo stvar, namreč ko sem bil jaz v fazi izobraževanja, smo se ukvarjali res z igranjem klavirja v tem ožjem smislu, pravzaprav se nismo ukvarjali s kakšnimi preventivnimi ukrepi za ohranjanje zdravja. Je pa tako, da mogoče ni toliko znano dejstvo, ampak glasbeniki smo ravno toliko poškodovani kot športniki. O športnih poškodbah se zelo pogosto govori, o poškodbah glasbenikov pa ne. Kot veste, vrhunski športniki imajo cel tim fizioterapevtov, psihologov, medtem ko smo v bistvu glasbeniki prepuščeni neki lastni improvizaciji. Tako da zdaj poskušamo premostiti to razliko in v bistvu ta manko na našem področju. Na konferenci se mednarodni javnosti predstavljajo vse slovenske glasbene šole, nova dela slovenskih skladateljev in zbirke glasbenih pedagogov. Bogatijo jo tudi koncerti na najvišji pianistični ravni. In kako je z dogajanjem v prestolnici? Prejšnji teden je orkester Slovenske filharmonije v Galusovi dvorani začel cikel SOS.
Pod vodstvom dirigentke Lucie Liger je izvedel zahteven program brez solista, dela Kaje Sarjaho in Igorja Stravinskega, osrednje delo večera pa je bil koncert za orkester Nine Schenk. Ocenjuje Primož Trdan. Sodobne orkestrske skladbe slabše obiskan cikel, a v luči kakovostne rasti in zvočnega razvoja orkestra, verjetno najpomembnejši, letos zaznamujejo ponovne izvedbe večjih kompozicij slovenskih skladateljev. 2 od njih je naročil Simfonični orkester Bavarskega radia, deli Vita Žuraja in Nine Schenk, ki sta se zahtevni mednarodni javnosti pokazala kot avtorja obsežnejših orkestrskih del. Pet stavkov koncerta za orkester Nine Schenk se spretno giblje med vratolomnimi orkestrskimi tuti deli, mnogimi soli posameznikov in končnim pomirjanjem. Skladba komunicira s tradicijo zvrsti in simfoničnim principom iz preteklih obdobij. V zapisu je skrajno jasna, partitura je izpiljena z občutkom za glasbenika in delovanje velike skupine. Sam zven glasbe Nine Schenk pa kljub praktičnosti in redkim razširjenim tehnikam ponuja fantastične zvočne kombinacije. Te so vpete med prikazom razpona gradiva in tehnik v prvem stavku in dramaturško zanimivim finalom. Vmes pa se odvijajo lepo vodena valovanja, ki osvetljujejo različne sekcije orkestra in prek njihove idiomatične glasbe tudi menjajo gostoto, intenzivnost, značaj glasbe. Ali na kratko, koncert za orkester Nine Schenk je delo, ki ga lahko brez posebnih zadržkov štejemo med odlična dela te zvrsti. To na svoj način potrjujejo tudi nove in nove izvedbe. Po izboru stavkov, ki so jih takoj po krstni izvedbi skladbe izvedli simfoniki RTV Slovenija, se je zdaj celotnega koncerta za orkester z veliko resnostjo lotil še orkester Slovenske filharmonije. In čeprav morda zvočno še ne dosega svetlega, bleščečega barvnega spektra, zlasti pihal in trobil amsterdamskega ali münchenskega orkestra, ki sta delo Nine Schenk med drugim že izvedla, so filharmoniki prav zaradi zahtevnega programiranja in izbire dobrih dirigentov in dirigentk na dobri poti. Ves večer se je namreč zdelo, da je želela dirigentka Lucie Liger podrobno dodelati vsak takt, doseči angažiranost vsakega glasbenika. Ne le delo slovenske skladateljice, celo uvodna skladba Kaje Sarjaho, ki je sicer počasen, zvočno lebdeč stavek večjega dela, se je iz umirjenega uvoda z zaporednimi vstopanji solistov spremenila v aktivno glasbo neštetih zanimivo izpostavljenih mest in nenehnih utripanj. Slavčkova pesem Stravinskega v gibki izvedbi
se je tudi zaradi ves čas aktivne interpretacije dela Kaje Sareho, kot še ena koncertantno zaostrena orkestrska glasba presenetljivo povezala v enoten program tudi z novejšima deloma. Tudi zaradi izvedbe, ki ni bila povsem izčiščena v vsakem vstopu in soigri, je pa premogla različnost značajev, ki se v Slavčkovi pesmi hitro gibljajo od igrivih visokih žvrgolenj do dramatičnih najav in temačnih vzdušij. Lucy Legué se pred orkester vrača že ta teden, cikel s sodobnimi skladbami, opremljenimi starejšimi deli, pa v februarju. Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani je edina visokošolska univerzitetna izobraževalna ustanova za področja glasbene umetnosti v državi. Z začetkom novega študijskega leta je njene vajeti prevzela nova 5-članska ekipa, ob tem pa je akademija dobila svojo prvo dekanjo, to je redna profesorica dr. Karolina Šantelj Zupan. Vesna Vovk. Akademija za glasbo je ustanova nacionalnega pomena, saj je edina visokošolska glasbena institucija v slovenskem prostoru. V samostojni Sloveniji so bili njeni dekani Dejan Bravničar, Pavel Mihelčič, Andrej Grafenauer in Marko Vatovec. Pred dobrim tednom dni pa je na ta položaj stopila Karolina Šantelj Zupan.
Ob njej vodstvene položaje prevzemajo prodekan za umetniško dejavnost izredni profesor Janez Podlesek, prodekanja za študijske zadeve docentka doktorica Tina Bohak Adam, prodekanja za znanstveno in umetniško raziskovalno dejavnost izredna profesorica doktorica Katarina Habe in prodekan za kakovost redni profesor Tomaž Rajterič. Nova dekanja, poslanstvo akademije, svoje glavne cilje na vodstvenem položaju in področja razvoja predstavlja takole. Akademija za glasbo z svojim poslanstvom, z glasbo kot tako ali tako mislim, da je v družbi prisotna skozi. Morda se tega pravzaprav sploh ne zavedamo. Seveda si pa želimo, da bi bila akademija za svojo dejavnostjo, bom izpostavila v tem primeru umetniško in raziskovalno tudi, še bolj nekako vpeta v družbeni prostor in še bolj prepoznavna. Zagotovo si bomo trudili zagotoviti boljšo promocijo naše umetniške dejavnosti. Vemo, da je zelo razvejana naša umetniška dejavnost, da imamo izjemno veliko kakovostnih dogodkov in koncertov, pa mogoče ob množici celotnega dogajanja, če govorim zdaj za mesto Ljubljana, se mogoče nekje izgubimo, ne? Tako da so neki izzivi, kako našo dejavnost v bistvu še bolj promovirati. Z raziskovalno dejavnostjo smo aktivno vpeti tudi v širši prostor, veliko sodelujemo recimo s pediatrično kliniko, z drugimi institucijami. Tu se mi zdi, zopet prihajamo v nek drug družben krog, kar se mi zdi zelo pomembno, ne. Trudili se bomo, da bomo še bolj prepoznavni, slišani. Kakšna je vaša vizija za razvoj akademije? V katero smer, katera področja so tista, ki jim boste vi posvetili več pozornosti? Mislim, da se je akademija v zadnjih letih izjemno razvila, ne, tako da bi rekla, da bi zdaj posebej morala izpostaviti kakšen poseben korak, ki bi ga morali narediti, težko rečem. Seveda, sledili bomo smernicam evropskih drugih institucij, tudi širše izven Evrope, ne. Tako da to nam bo sigurno vodilo. Nenazadnje smo lani uspešno akreditirali, pridobili mednarodno akreditacijo muzik, kar je tudi vodilo za naše nadaljne delo, a ne. Sicer pa mislim, da enostavno se moramo čim bolj povezovati, čim bolj mrežiti, čim bolj biti odprti, recimo, ne. Ena taka prilika se bo pokazala že v oktobru, ko bomo gostili direktorja evropskih konzervatorijev in akademij. Imel bo predavanje tudi v okviru skupščine Zveze glasbenih šol. Kje so največje težave Akademije za glasbo za delo, financiranje? Sem optimist, ampak nismo v zavidljivem finančnem položaju. Bom rekla, da je lahko to priložnost za neke izboljšave, da gremo nekako iz pozitivne strani, rešujemo neke finančne težave, ki se pojavljajo. Z vpisom nimamo težav, vsako leto odklanjamo potencialne nove študente. Verjamem, da so med njimi tudi tisti žal, ki bi bili lahko tudi uspešni. Mogoče bomo uspeli tudi z povišanjem, želimo si pravzaprav povišati število možnih vpisnih mest. Nenazadnje smo v zadnjih letih akreditirali jazz program, to pomeni, da je določeno število študentov več, torej si bomo prizadevali, da se v celoti število študentov lahko malo poveča, ne. Akademijo sestavlja več oddelkov in kateder, lani pa so svojim programom dodali še interdisciplinarni doktorski študijski program umetnost. V letošnje študijsko leto je vpisanih približno 440 študentov na dodiplomski in magistrski študijski program, na doktorski program humanistika in družboslovje 10 ter 13 na program umetnost. Zanimiv je podatek, da sta v lanskem študijskem letu prek izmenjave Erasmus v Ljubljani študirala 102 študenta. Nekatere od teh pritegnejo tudi v znanstveno-raziskovalno dejavnost. Vsako leto namreč na akademiji poteka več delavnic, srečanj in simpozijev. Prodekanja za raziskovalno dejavnost Katarina Habe poudarja pomen inkluzivnosti. Že drugič pa gostijo simpozij povezan z zdravjem. Glasba za zdravje in blagostanje, udeležba je odlična, kar enkrat več prijavljenih prispevkov kot v preteklem letu. Zanimanja zelo veliko, zelo različnih poklicnih smeri in to me še posebej veseli, ker naš namen je tudi v okviru zagonskega raziskovalnega programa, ki zdaj poteka že dobre pol leta, se mi zdi, na Akademiji za glasbo in nosi naslov Glasba kot inkluzivno sredstvo za spodbujanje zdravja in blagostanja ranljivih skupin, kjer se združujemo z različnih fakultet,
tako da moram reči, da končno je prišel čas, ko se te naše niti pletajo, da imamo vsi velik interes, kako opolnomočiti raziskave z področja glasbe, z različnih ravni, z različnih znanstvenih pristopov in dokazati tisto, kar so starodavne civilizacije že uporabljale, da glasba je zdravilno sredstvo in ker materialni svet potrebuje dokaze, bo ta materialni svet dobil dokaze. Simpozij bo potekal konec novembra, vanj pa bodo vključeni tudi študenti in sicer bodo pred simpozijem organizirali študentski forum z enako tematiko, katerega del bo tudi inkluzivni koncert. Sicer pa redno izvajajo tudi druge projekte, na primer PUŠ projekte Univerze v Ljubljani, v preteklosti recimo s tematiko poučevanja nauka o glasbi v glasbenih šolah, pa glasbene terapije v povezavi s pediatrično kliniko in na temo učenja z glasbo Stravinskega. Tega je kar zelo, zelo velik in tudi nam je v interesu, da študente, rečemo že od 1., 2. letnika, uvajamo tudi v to, da razmišljajo, kaj je raziskovalni problem. Če so oni v nekem okolju, tudi kjer poučujejo, kamor grejo na prakso, če si čuječ, zaznaš, kaj je tisto, kar bi bilo pa lahko mogoče izboljšati. Tako da želimo v njih vzbujati radovednost, interes in aktivno delovanje v smeri tega, da se stvari kaj spremenijo. Z izobraževanjem za umetniške poklice je neločljivo povezana umetniška dejavnost in Akademija za glasbo si prizadeva svojim študentom ponuditi čim več možnosti, da se kalijo tudi na koncertnih odrih. V ta namen prireja abonmaja Tuti in Solo da Camera ter številne druge krajše festivale in posebne projekte. V njenem okviru stalno delujejo simfonični, pihalni, godalni, kitarski, baročni in harmonikarski orkester, big band ter mešani dekliški, komorni in koralni zbor. Prodekan za umetniško dejavnost Janez Podlesek. Torej v dosedanji koncertni dejavnosti se je v bistvu že razvilo kar precej projektov, kar nekaj ciklov, ki so v bistvu zelo dobri, veliko je dogajanja. Moj kolega, ki je bil predtem prodekan za umetniško dejavnost, profesor Simon Dvoršak, je res postavil ene stvari zelo, zelo dobro. In absolutno ne bomo tega spreminjali, kar je dobrega. S tem, da bomo pa uvedli ene novosti tudi. V planu sta 2 nova manjša cikla. Eden je z imenom Akademija Live. Gre se za sodelovanje z Radiem Ars. To bo cikl koncertov, ki bodo v živo prenašani iz naše prelepe dvorane Julija Beteta. V povezavi s temi koncerti bodo potekale tudi delavnice za študente, masterklasi za študente z vabljenimi umetniki, kjer pa bo poudarek na slovenskih umetnikih, ki zelo uspešno delujejo v tujini. Kot primer lahko dam, da bodo v letu 2026 nam prišli v okviru tega cikla Martin Velič, flautist, ki dela v Münchenski filharmoniji, in Tanja Sond, violinistka, dela v Švici, v Ciriškem komornem orkestru, Andrej Žust in Matic Kuder, ki pa sta zaposlena v Berlinski filharmoniji. Druga novost pa je cikl koncertov ŠUS. Kratica pomeni študenti ustvarjajo skupaj. Tukaj pa si nekako predstavljam en cikl, ki ga bodo študenti v bistvu oblikovali popolnoma sami, seveda z našo pomočjo, malo kar se tiče organizacije. Jaz si to nekako predstavljam kot en tak mini glasbeni laboratorij, kjer bodo naši študenti lahko preizkušali svoje nove ideje glede oblik oziroma formatov javnih nastopov v klasični glasbi. Večina koncertov poteka na Akademiji za glasbo, poleg tega pa Akademija sodeluje tudi z zunanjimi partnerji in tako študenti nastopajo še v Slovenski filharmoniji, Cankarjevem domu ter ljubljanski in mariborski operni hiši. Zaigrajo pa tudi z orkestri vseh teh ustanov.
Potem imamo organiziranih kar nekaj gostovanj, vsako leto, ki je drugi. Letos lahko na pamet omenim recimo Škofjo Loko, Zagreb, se gre na akademijo, iz godalni orkester gre na izmenjavo. In če smo že tukaj, ravno na začetku zdaj tega študijskega leta, ki bo zelo pester za nas, gre godalni orkester Akademije za glasbo na gostovanje na Češko, na festival Berun, to je en kraj blizu Prage, kjer imajo zelo že ustaljen manjši festival, na katerem sodelujejo tudi profesionalni glasbeniki, namenjen pa je tudi seveda za mlade, in v okviru tega gremo torej 7. oktobra imamo odmeven koncert na Češkem. V Sloveniji bo komorni godalni orkester Akademije za glasbo nastopil novembra v okviru cikla Tuti, in sicer bo zaigral v Škofji Loki v Ljubljani in že omenjenem Zagrebu. V glasbeni podlagi pa že slišimo odlomek koncerta, na katerem je nastopil lani. Takrat je izvedel tudi Mendelsonovo delo Pesem brez besed pod taktirko Dmitrija Sitkoveckega. To je bil zadnji prispevek, napovedali bomo še nekaj glasbenih dogodkov, ki se bodo pri nas zvrstili v teh dneh. Začenjamo pri sredi, in sicer v Ljubljani, natančneje v Kinu Šiška, kjer bo ob 20. uri na sporedu prvi koncert cikla Neklasični, na katerem se bo predstavil dinamičen kvartet z Dunaja, Radio String Kvartet, ki ga sestavljajo glasbeniki z vseh koncev sveta. In tu je še petek. V Galusovi dvorani Cankarjevega doma bo na prvem koncertu cikla Filharmonični klasični koncerti, naslovljen kot Simfonija simfonij, poleg orkestra Slovenske filharmonije nastopil francoski pianist Alexander Tarot. Dirigentka bo Lucie Luže. V mariborskem Narodnem domu pa se bo pol ure prej, torej ob 19. pričel uvodni koncert cikla Galus 2025. Prisluhnili boste lahko 18. mednarodnem zborovskem tekmovanju, na katerem se bodo predstavili pevci iz Singapurja, Indonezije, Švedske, Latvije, Estonije, Italije in Slovenije.
Toliko torej v današnjem glasbenem utripu. Z vami smo bili uredniki in sodelavci uredništva za resno glasbo Simona Moličnik, Primož Trdan in Vesna Volk ter Alma Čelik, ki sem vodila oddajo. Za zvokovno obdelavo je poskrbel Vito Plavčak. Nasvidenje do prihodnjič.